Prvo je že to, da poskušamo čim bolj pogosto umivati roke, zlasti takrat, kadar imamo stik s kakšnimi predmeti, ki bi lahko bili okuženi, z denarjem in podobno. Zelo pomembno razkuževanje rok. Ravno tako higiena kašlja, kihanja, smrkanja, kot rečeno, ta virus je prisoten v grlu, v žrelu. Kašljamo, kihamo, spustimo res ogromne količine teh drobnih kapljic, ki nosijo s seboj virus. Torej je zelo pomembno, da skušamo preprečiti in lepo zakašljamo v rokav, če ni drugega, in na ta način preprečimo, da bi maso teh kapljic razširili v prostoru. Vedno pomislimo na to, da se iz stiku z rok z obrazom, sploh z očmi, z sluznicami ust izognemo. Torej, roke nimajo na obrazu kaj delati, dajmo jih skriti nekam v žepe, če ne gre drugače. Prezračevanje, ne vem, kako naj ga poudarim, kako pomembno je. S tem, ko mi zamenjamo zrak v prostoru, ko spustimo zunanji zrak v notranji prostor, zelo zmanjšamo količino virusa. In na ta način seveda je možnost, da bo virus povzročil bolezen, najprej okužbo in potem bolezen pri osebah, ki so občutljive, bistveno zmanjšana. Tako da zračenje kadarkoli je le mogoče, sploh v tistih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi, tam je zračenje izjemno pomembno, ga je potrebno redno na 1 uro izvajati in ni potrebno, da je to zelo dolgo traja. Pomembno je, da ustvarimo en zelo intenziven tok zraka s prepihom ali kaj podobnega. Maske, o teh je tudi veliko govora. Te obrazne maske, ki jih običajno nosimo, predvsem namenjene osebam, ki so morda okužene, sploh če imajo zdravstvene težave, na ta način preprečijo tveganje oziroma zmanjšuje tveganje, da bi prenesli okužbo na druge osebe. Medtem ko maske, ki jih tudi v zdravstvu uporabljajo, te kirurške maske ali pa FFP2 maske in tem podobne, te pa so tako učinkovite tudi v preprečevanju okužbe tistih, ki to masko nosijo. Se pravi, če grejo v neko okolje, kjer so osebe okužene in je to okolje lahko okuženo, v takem primeru osebe, ki nosijo te maske, lahko preprečijo, da bi prišlo do okužbe. Varnostna razdalja, koliko mora biti dolga? 1 meter, 2 metra, 1,5 metra in tako naprej. Čim večja je, tem manjša možnost je, da bo prišlo do okužbe. Ni pa nobene garancije, to pa je potrebno povedati, da se do okužbe ne bi prišlo. Če pa se spomnimo na tisti krog, pa vemo, da čim manjše je število virusov, ki jih sprejmemo v naše telo, tem manjša možnost je, da bi prišlo do bolezni. Torej, dajmo skušati to fizično razdaljo čim bolj zagotavljati in na ta način zmanjšamo tudi tveganje, da bi prišlo do okužbe. Seveda, če je le možno, potem lahko tudi z drugimi ukrepi to zmanjšamo. Recimo mehurčki, se pravi, skušamo imeti čim bolj stalne stike, prav ne hodimo od prijatelja do prijatelja, ampak skušamo za neko določeno obdobje število teh stikov omejiti na neke stalne osebe, s katerimi smo pogosteje v stiku, tako kot so recimo sodelavci, tako kot so družinski člani, recimo prijatelji in tako naprej. Tako da na ta način in seveda ob upoštevanju drugih ukrepov, ki so na voljo, recimo namestitev aplikacije Ostani zdrav, lahko bistveno zmanjšamo nevarnost okužbe in s tem seveda tudi bolezni.